prepričana sem, dragi reševalci in reševalke, da bodo člani poslanci v Državnem zboru in člani Državnega sveta vsi skupaj poskrbeli za to, da bo vsa zakonodaja v prihodnosti pisana tako, da bo upoštevala posebnosti vašega zelo požrtvovalnega in človekoljubnega dela. Naj povem, da karkoli se zgodi, vem, da lahko računamo z vami. Vem tudi, da smo na vas lahko vedno ponosni. Vem tudi, da brez vas, brez vašega požrtvovalnega, velikokrat tihega, neopaznega, brez velikih zgodb narejenega dela, ne bi bilo mogoče govoriti o uspešnosti in učinkovitosti varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami na način, kot to lahko govorimo. Vlada, mi, politiki, se vedno lahko pohvalimo, da imamo dober, uspešen, učinkovit sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. In vem, da bomo pri tem, kar vi počnete, lahko vedno računali, da bomo in boste zagotovili varnost našim ljudem. Da boste to zagotovili kljub težavam in problemom. Da boste to naredili z vsem svojim znanjem, z vsem svojim vedenjem, da je kljub krizi treba ostati človek. In ta človek v vas je nenehno z vso opremo, z vsem znanjem, z vsemi sposobnostmi na razpolago človeku v stiski. Gospe in gospodje, naj to, kar delate, naj ostane naše skupno vodilo za prihodnost. In naj bo to tudi naše skupno sporočilo vsem reševalcem, prostovoljcem, ki danes, jutri in v prihodnjih dneh širom Slovenije slavijo 1. marec, svetovni dan civilne zaščite. Naj bo ta naš dan, dan skupnosti, sožitja in skupnega razumevanja med vojsko, policijo, gasilci, reševalci vseh vrst. Naj bo to dan sožitja vseh dobro mislečih ljudi. Srečno.